Une Europe de l'ambition, d'une démocratie vivante. Res je lepo, da se lahko pogovarjava v maternem jeziku v Evropskem There are parlamentu. still some who blame this war not on Putin's lust for power, but on Ukraine's thirst for Borimo freedom. ne prosto za sebe, Państwo wiecie, a za te, Polska żeby Europa realizuje swoje zobowiązania wobec NATO w dwójnasób, jeśli chodzi o Evropska Četrt. Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkastu vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodiva Nataša Briški in Aljaž Pengal-Bitenc. Podcast domuje na spletni postaji metinalista.si, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo. Aljaž, vsak peti prebivalec Slovenije pravi, da je že bil žrtev diskriminacije, nekateri celo večkrat, le majhen delež pa ob diskriminaciji tudi ukrepa. Pa čeprav so, in to premalo vemo, postopki brezplačni in ukrepanje tudi večkrat zaleže. Zdaj delava epizodo Evropske četrti, v kateri bova govorila o zanimivem projektu Soočimo se z diskriminacijo, ukvarjajmo družbo, ustvarjajmo družbo enakih možnosti, ki dviguje osveščenost o tem, o negativnih učinkih, ki jih diskriminacija povzroča družbi in predvsem o možnostih ukrepanja. Ja, res je, Nataša, in kdo je lahko boljši sogovornik za današnjo temo pogovora kot predstojnik zagovornika načela enakosti, enega prav posebnega organa, ki ga imamo v Sloveniji in za katerega, če sem čisto odkrit, ne vem, ali ima svoje, kaj se temu reče, ekvivalente v drugih evropskih državah. Upam, da se bom tudi okoli tega danes podučil. Namreč zagovornik načela enakosti je samostojni državni organ za varstvo pred diskriminacijo in zagotavljanje enake obravnave in enakih možnosti. In dejansko vem, da imajo v tem organu polne roke dela. In njegov predstojnik, Miha Lobnik, na področju človekovih pravic deluje pretežni del svojega odraslega življenja in ga tudi za tega del prav lepo pozdravljam v Evropski četrti. Dober dan. Dober dan. Dober dan. Pozdrav. No in skr začnimo. Ali obstaja zagovornik načela enakosti še kje drugje kot v Sloveniji? Seveda, obstaja v vsaki državi Evropske unije in po evropsko mu rečemo equality body. Obstoj takšnih organov so predvidele direktive o enakosti, enakopravnosti iz leta 2000, o trgu dela in zaposlovanju in varstvu pred diskriminacijo in o varstvu pred rasizmom. Je pa res, da smo ga v Sloveniji dobili relativno pozno. Saj smo bili ena od zadnjih držav, ki je implementirala te direktive. Tako da smo v zakonu, ki je bil sprejet leta 2016, zakon o varstvu pred diskriminacijo, pravzaprav dobili tudi definicijo tega organa in naloge. Gre za to, da ima vsaka država eno specializirano telo, ki se ukvarja z sistemskim pristopom k varstvu pred diskriminacijo in to počne pravzaprav na področju cele države. Na začetku sem omenila, da se bomo pogovarjali o projektu Soočimo se z diskriminacijo, ustvarjajmo družbo enakih možnosti. To gre za uspešen projekt iz programa CERV in omenila sem tudi, da je vsak peti prebivalec Slovenije žrtev diskriminacije. Da vi se s tem ukvarjate res že zelo dolgo. Kaj vam ta številka pove? A je vas to preseneča? Je podcenjena, precenjena? Kje smo? Ja, v zadnjih pravzaprav 8 letih, kar to počnemo, smo 3-krat za raziskavo javnega mnenja preverili, kako in koliko ljudje doživljajo neenakopravno obravnavo, izključevanje, diskriminacijo. In moram reči, da ta številka, da približno 1/5 ljudi vsakič pove, kar stalno vztraja. Torej, to nam govori o tem, da je diskriminacija del našega vsakdana, čeprav je zakonsko prepovedana. Res sicer velja, da včasih ljudje kot diskriminacijo doživljajo stvari, ki pravzaprav niso po definiciji iz zakona. So to neke druge vrste krivic in
slabih obravnav, pa vendarle ostaja naša ocena, da je kar polovica teh primerov, ki jo ljudje navajajo, da so bili diskriminirani, pa ustreza temu, kar je po zakonu prepovedano. Torej bi lahko rekli, da smo družba, nasplošno to velja za Slovenijo in za Evropo, kjer približno 10% populacije vsako leto doživi kakšno od oblik diskriminacije. In potem ostaja seveda vprašanje, kaj ljudje v zvezi s tem naredijo, kadar se jim kaj takega zgodi. Eno je diskriminacija, kot jo, da rečem, razumemo skozi medijsko poročanje, popkulturne reference in tako dalje. Drugo je pa ta diskriminacija, ki jo teh 10%, ki ste jih omenjali, redno doživlja. Ko ste se lotili projekta Soočimo se z diskriminacijo, kako zelo ste morali prilagoditi, oziroma tako, kako zelo ste morali učiti ljudi, izobraževati pri tem, kaj vse je diskriminacija in, kot ste malo prej omenili, kaj v bistvu ni, čeprav je neke vrste krivica. Ja, mogoče moram za to odgovor stopiti korak 2 nazaj. Namreč, ko je na ravni seveda članic Evropske unije v direktivah bilo zapisano, da je diskriminacija kompleksen in širok problem in naj se zato v vsaki članici ena specializirana institucija s tem vidikom človekovih pravic, ki je tudi v splošni konvenciji o človekovih pravicah zelo visoko v 2. členu ukvarja, je bilo tudi hitro jasno, da obstaja nekaj načinov, kako se z diskriminacijo v družbi lahko ukvarjamo. In vse te različne pristope, metodologije, če hočete, mora ta inštitucija izvajati. To pomeni, da kadar ljudje potrebujejo nasvet oziroma pravzaprav ne vejo, ali je to, kar se jim dogaja, prepovedano, ali je to prav, se vedno lahko obrnejo na nas in v zvezi s tem jim svetujemo in pomagamo. Lahko pa pri nas sprožijo tudi postopek ugotavljanja. Mi smo torej tista točka, kjer se da v družbi razčistiti, ali je nekaj, kar je nekdo ali neka pravna oseba ravnala z zaposlenimi, z potrošniki na trgu, ali je to zakonsko dovoljeno ali ne. In ta postopek je zelo jasno strukturiran, je upravni postopek in rezultat njega je, da dobimo na nek način črno na belem, ali je neko dejanje, ki se je dogodilo posamezniku, posameznici, zakonom prepovedano. To je tako imenovano ugotavljanje konkretnih ravnanj diskriminacije. Vendar kot pri vsakem v bistvu družbenem izzivu ga vedno lahko gledamo na 2 dimenzijah. Tisto, kar se godi posameznikom, ali pa tisto, kar je pravzaprav prisotno v nekih strukturah družbe. In eden od glavnih protagonistov neke strukturne diskriminacije so lahko tudi predpisi in zakoni. Takrat pa naša institucija in tudi nasplošno je pristop drugačen. Takrat je treba analizirati zakon na nek način pravne metodologije, podobne kot jo uporablja Ustavno sodišče, in dokazati, da pravzaprav iz samega predpisa izhajajo razmere, ki pa celo kategorijo ljudi, celo populacijo, naprimer, izvzemajo iz nekih pravic enakopravnosti in so zato, kot rečemo, te predpisi diskriminatorni in jih zato lahko bodisi Ustavno sodišče razveljavi, bodisi mi priporočamo, da se zakonodaja spremeni, da torej že reagira zakonodajalec. Vendar sem zdaj opisal mikro in makro nivo delovanja institucije. Vse to pa se dogaja v nekem konkretnem družbenem kontekstu. In v tem kontekstu je seveda zelo pomembno poznati temeljne postulate diskriminacije, torej dvigovati eno zavest tako posameznikov ljudi, kot tudi vseh ljudi, ki delujejo v inštitucijah. Namreč za družbo, ki se želi seveda na nek način vzpenjati v lestvici držav, ki imajo to dobro pravno zaščiteno, je pomembno, da vsi njeni akterji moči razumejo, kaj pomeni varstvo pred diskriminacijo. In mi kot institucija smo delovali, preden smo se lotili tega projekta, že nekih 6 let v prostoru, smo že postajali prepoznavni in smo tudi v bistvu že identificirali neke izzive v družbi, ki so povezani potem z tem kontekstom diskriminacije. To pomeni, da smo iskali partnerje za to, da bi vsebine
da bi to vedenje, o čem sploh govorimo, ko govorimo o diskriminaciji, posredovali čim širšim javnostim. In to je bil motiv, zakaj smo pravzaprav na nek način ustvarili in k projektu povabili tudi druge partnerje, torej da to našo dejavnost institucije, predpisano zakonom, nadgradimo. In bomo šli podrobneje tudi o tem, kaj ste delali, ampak zdaj pod kategorijo diskriminacija, to je lahko, karikiram, 101 stvar. Če pa bi vi izpostavili, ne vem, najpogostejše, najočitnejše primere, s katerimi se srečujete, bi pa rekli kaj? Ja, da takrat, kadar nas kot ljudi nekdo obravnava drugače zaradi nečesa, na kar mi pravzaprav nimamo pravega vpliva. To je na primer, kadar neka ženska ne napreduje zato, ker je v delovnem kolektivu ali pa pri lastniku tega podjetja velja, da pa ženske ne bodo vodile tega podjetja, na primer. Neposredna diskriminacija zaradi spola ali celo ne dobi zaposlitve, ker je pač tistega spola, za katerega nočejo pač takega sodelavca. Lahko gre za vprašanje, da nekdo ne more opravljati svoje dejavnosti zaradi starosti, zato ker je nekdo postavil administrativno mejo, čeprav izpolnjuje vse pogoje, da bi to delo dobro opravljal, in tak primer smo imeli s kolesarskim sodnikom, je pač društvo kolesarskih sodnikov sklenilo, da po 70. letu ne bo dovoljevalo kolesarskim sodnikom opravljati te funkcije. Lahko se vam zgodi, da zato, ker ste bili na porodniškem odsotnosti, delodajalec, kljub temu, da že vrsto let prispevate k uspehom tega podjetja, odmeri nižjo božičnico, torej poslovno uspešnost, tisto, ki jo dobijo vsi delavci v podjetju, ali pa zaradi, na primer, bolniške, na kateri ste bili, ki je povezana z zdravstvenim stanjem. Potem so tukaj primeri, ko se na primer določenim gostom v nekim lokalih ali pa storitvenih dejavnostih ne postreže teh storitev, zato ker so take etnične pripadnosti, ki pač tistim lastnikom tega podjetja na nek način ne ustreza oziroma nočejo takih gostov. Skratka, diskriminacija in njeni primeri so razpeti med tem, kar zakon definira kot tiste osebne okoliščine. To so tiste značilnosti, ki so z zakonom zaščitene in glavne, tistih prvih, ki jih vedno lahko naštejemo: spol, starost, narodnost, vera, spolna usmerjenost, invalidnost in tako naprej. Nekaj, kar človek ne more spremeniti sam, ga determinira in zaradi tega je neenakopravno obravnavana. Potem so pa področja, to je drugi vektor tega diskriminacijskega prostora, torej gre za delo in zaposlovanje, za vse zelo pomembna sfera, za izobraževanje, za socialo in zdravstvo, kjer ljudje iščejo različne podpore in storitve, in na koncu po direktivah za trg dobrin in storitev. To pomeni, da ne gre pri varstvu za diskriminacijo samo zato, kako država ravna z državljani, ampak gre tudi za to, da tudi zasebna podjetja ne smejo diskriminirati niti zaposlenih, niti potrošnikov na trgu dobrin in storitev. Zakon potem pozna neko razdelitev oblik diskriminacije. Sem se zdaj zadrževal bolj pri neposredni, torej tisti, kjer se jasno ve, katere pravice nekdo ne more uživati zato, ker ga je nekdo iz tega izločil. Obstaja pa tudi nekaj oblik, kot na primer pozivanje k diskriminaciji, pa viktimizacija tistih, ki so se pritožili, ki so ravno tako seveda prepovedane. In kot ste že rekli, ogromno je življenjskih primerov, ki v ta zakonom zaščiten del sodijo, veliko je pa tudi življenjskih primerov, ki pa pravzaprav jih protidiskriminacijska zakonodaja ne ščiti. In naloga naše institucije je, da skrbno, natančno in predvsem objektivno pa na ponovljiv način vedno znova ugotavljamo, kaj je tisto, kar sodi v varstvo pred diskriminacijo, in kaj je tisto, kar ne sodi, in poskušamo seveda ljudem pomagati z nasveti, kam naj se, v primeru, da je to krivica ali pa drugo nezakonito ravnanje, obrnejo. Vendar pa tukaj ostaja seveda zaključna dilema, da se moramo zavedati in se zavedamo, da ne bodo vsi ljudje, ko bodo naleteli na to, da bodo šikanirani, zapostavljeni oziroma diskriminirani, vedno
uporabili postopkov, ki jih država daje, zato da bodo to svojo diskriminacijo presegli. Zato je več razlogov in bolj, ko spoznamo te razloge, več lahko naredimo, da bomo na drugačen način pomagali tistim, ki morda po pravnih metodah ne bi posegli. Med cilji projekta ste namenili, oziroma ste navedli tudi višjo ozaveščenost o pomenu diskriminacije, možnostih ukrepanja v javnem sektorju in splošno javnostjo. Mislim, da je to del tega, kar ste ravnokar opisovali. Pa tudi bolj, kaj se temu reče, izostrene veščine in kompetence za prepoznavanje in ukrepanje proti diskriminaciji. Ne? In zdaj diskriminacijo je pa, oziroma z vsemi temi družbeno manj sprejemljivimi pojavi je pa seveda tako, ne? Ponavadi tisti, ki bi tovrstna izobraževanja, tovrstna znanja najbolj potrebovali, se jih bodo najbolj otepali. Tisti, ki pa jih rade volje sprejmejo, so pa že pogosto hipersenzibilizirani za te stvari. Kako dosežete, da, kot se temu reče z lepo slovenščino, ne pridigate zboru? Prepričanih, ne? Ja, tako. Tako. To je res ena od večjih dilem tega procesa. Morda je seveda potrebno omeniti, da ko je enkrat stvar definirana kot zakonsko določena, je pomembno, da zakon velja za vse. Torej tudi za kršitelji, ki morda pač v ta zakon ne verjamejo ali pa mislijo, da ne bi smel veljati. Pravna država temelji na predvidljivosti. In torej, če je zakonsko nekaj prepovedano, mora poskrbeti, da se prepoznavajo kršitve prepovedanih oblik ravnanj, kadar so to diskriminatorna ravnanja, in da se na njih opozarja in tudi na nek način, da če se pojavljajo v izrazito ponavljajoči se obliki, sankcionira. Zato, ker mi smo pri svojem delu opazili, da dostikrat pride do diskriminacije, ne da bi jo kdo zavestno povzročal. Ne? Pa tudi ne bi mogla reči, da je to neka posebna malomarnost, ampak enostavno se spregledajo vidiki različnih družbenih skupin, njihovih specifičnih situacij in velikokrat imamo zelo dobro izkušnjo, naprimer z delodajalci, ko jim pojasnimo, da to, kar oni v praksi počnejo, pravzaprav predstavlja zakonsko prepovedano obliko diskriminacije, so na nek način hvaležni, spremenijo svoje postopke, upoštevajo to, saj so na vrednotni ravni zavezani k vzpostavljanju vključujoče družbe in ne želijo namenoma diskriminirati. Ne? Obstajajo pa seveda tudi primeri, kjer se akterji zavedajo, da to, kar počnejo, je pravzaprav sporno, pa to počnejo, dokler bo to seveda sistem in dokler boste to sistem in okolica tolerirala. Ne? Zdaj, v tem splošnem ozaveščanju in senzitiviziranju celotne javnosti pa velja, mislim, da eno temeljno načelo. Ne? Ker zakaj sploh se pogovarjamo o pravični družbi? Na širše. Ne? Zato, ker verjetno obstaja nek vrednostni konsens o tem, da želimo živeti v pravični družbi. In ozaveščanje v zvezi z diskriminacijo pomeni točno to, širiti diskusijo in družbeno debato o tem, kako lahko družbo s tem, ko se znižuje diskriminacija, torej neenakopravna obravnava, delamo bolj pravično. Ne? In ja, obstajajo tudi takšni pogledi, ki na te vrednote ne pristajajo, ampak seveda gre za to, da moramo tukaj nagovarjati več javnosti, tiste, ki v bistvu o tem še nič ne vejo, ker se s tem niso srečali, pa bi, če bi vedeli, ravnali podporno, do tistih, ki imajo na nek način odklonilna stališča in če z njimi ohranjamo nek dialog in vendarle sporočamo, kako konsistenten je ta sistem in kaj vse različnim skupinam prinaša. Ne? In na ta način je seveda zelo pomembno, da o sistemu varstva pred diskriminacijo vejo ljudje, ki imajo z drugimi ljudmi opravka in jim lahko seveda, kadar so oni v stiski, bolj
usposobljeno in smiselno pomagajo. V projektu, poleg vas, torej zagovornika načela enakosti, sodeluje še Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, pa Skupnost občin Slovenije in Fundacija Prizma. Kot ste omenili, ena od glavnih stvari projekta ni samo osveščanje o diskriminaciji, ampak tudi možnosti, kakšne so možnosti pravzaprav ukrepanja. Zdaj pa, zakaj se, če mogoče s tem počasi zaključimo, zakaj se po vašem mnenju tako malo ljudi odloči za ukrepanje? A jih je strah, ali nevednost, da ne vejo, kaj narediti, ali občutek, da se itak ne bo nič spremenil? Ne vem, če vas nekdo na ulici vpraša, zakaj bi pa sploh šel čez ta mater in prijavljanje, kaj bi mu odgovorili? Drži, kar pravite, in pravzaprav tista ista raziskava, s katero smo začeli na začetku, nam je tudi povedala, da je spet samo petina od tistih, ki so doživeli diskriminacijo, dejansko tudi kaj v zvezi s tem storila. In to je izjemno pomembno spoznanje. To pomeni, da mi vendarle se moramo zavedati, da ponuditi pravne poti je še veliko premalo in pričakovati, pravzaprav živeti v nekem mitu, da se ljudje odzivajo na svoje stiske tako, da uporabijo pravne mehanizme države. Ne? Tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno prepoznati to neko sociološko, psihološko ustroj, kako družba deluje. In torej, da ni najbolj pogosto prvi refleks ljudi, ki so diskriminirani, da bodo sprožili prijavo pri zagovorniku načela enakosti, naprimer, ali pa pri kakšnem inšpektoratu, kar tudi lahko. Zakaj pa ne? Nam pravzaprav več kot pravo nam pojasni humanističen pristop, torej znanje družbenih ved, sociologije, psihologije, socialnega dela. Namreč ljudje so vedno v nekem kontekstu, in če pogledamo področje, kjer je tudi pri nas največ prijavljene diskriminacije, to je pravzaprav področje dela in zaposlovanja. Tam, kjer so ljudje v direktni eksistenčni stiski, če je neznosen položaj na njihovem delovnem mestu, bodo mogli delo zapustiti, in to je lahko za njih seveda tako nemogoče, da se bodo bolj motivirani poskušati razrešiti to situacijo in bolj motivirani za prijavo. Po drugi strani pa lahko tvegajo, da če je okoli njihove osebne okoliščine v družbi velika stigma, to je tudi zelo pomembno dejstvo, niso vse osebne okoliščine enako podprte s strani večinske družbe. Če je velika stigma do naprimer nekatere veroizpovedi, potem tvegajo, da si zaradi pravnih postopkov nakopljejo v življenju še veliko več težav, kot so jih imeli na začetku. Tako nam povedo skozi bolj, bi rekel, kvalitativne raziskave, skozi intervjuje, skozi fokusne skupine, da oni vejo, da to, kar se jim dogaja, je v nasprotju z zakonom, mislim, da je prepovedana diskriminacija. Ampak preprosto rečejo, glejte, to je moja edina možnost za službo, jaz si ne morem privoščiti spora z delodajalcem. In to so pomembni faktorji, ali pa si ne morejo privoščiti, da bi okolica vedela naprimer za njihovo spolno usmerjenost, ali pa si ne morejo privoščiti nekega konflikta zaradi njihove veroizpovedi. Torej to pa vse kaže na to, da je nemogoče samo s sistemom sankcij in spreminjanja predpisov dosegati en napredek v družbi, ki bo bolj podprl izključene ranljive skupine, ampak da je zelo pomembno govoriti o teh področjih in apelirati tudi na tiste, ki zaradi različnih vzrokov, ne samo zaradi zavestne odločitve, da bi kdo želel drugim škoditi, pravzaprav lahko prisluhnejo, če jim to sporočilo v nekem pravem mediju povemo. In tukaj v bistvu se nanašam na to, kako odlična izkušnja je bil ta evropski projekt, zato ker smo vanj vključili tudi Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo, kjer so študentke in študenti v diskusiji z nami zgodbe, ki jih mi poznamo kot institucije svojega dela. K nam so zgodbe prišle iz življenja, oni pa so jih iz našega papirja, če rečem iz naših poročil, prelili nazaj v predstavo gledališko ali pa v 3 krajše filme. Namreč v teh medijih, ki jih je doprinesel ta partner, seveda v nastopu na gledališkem odru ali pa v filmskem mediju, je pa možno ljudem pokazati en širši kontekst, kar pa
ta pravni pristop ponavadi seveda izpusti. To pa je, da so ljudje prizadeti, ranjeni, da so to pravzaprav travme, če so zasmehovani zaradi njihove etnične pripadnosti, ker so pač druge nacionalnosti in tako naprej. In kako seveda to doživljajo. Kako tudi okolica lahko, ne da bi to hotela, rani ljudi na toliko in toliko primerih. In mislim, da so odzivi na te filme, ki so jih naredili študenti in študentke in predstave, pokazali, da ima ta medijska tematizacija, torej kreativni, umetniški način, kako te zgodbe pripovedovati, lahko zelo pomemben in velik doseg, da se pravzaprav lahko, bom rekel, omehčajo tudi sicer kakšna trša srca, ki prej niso uspela videti, kot reče seveda Mali princ, z očmi nekaterih stvari ali pa na papirju, ko pa imajo pred sabo zgodbo človeka in konkretne bolečine, stiske, v katero so te ljudje pahnjeni zaradi odnosa družbe do njih, pa se morda zgodi ta ključen moment, da prepoznajo drugačnega sočloveka in lahko bolj empatično razumejo, kaj se jim dogaja, in seveda se tudi strinjajo s tem, da ni prav, da živimo v družbi, da delujemo kot družba, ki to omogoča, ohranja ali celo spodbuja. Kar nas v bistvu pripelje v celem krogu do začetka tega pogovora o popkulturnih referencah, ki bodo zdaj, upati je, vsaj malenkost drugačne. Vendar pa se postavlja vprašanje, kako naprej. Taki projekti so seveda dobri, potrebni, imajo pa tudi začetek in konec, življenje pa teče dalje. Ja, zdaj ta projekt je mišljen kot pilotski projekt, ki pokaže na to, kje so potenciali. In v tem smislu je seveda vedno možno, da se taki projekti nadaljujejo naprej. Je pa potrebno pač opomniti, da so seveda iz evropskih sredstev bile te participacije različnih partnerjev omogočene, ne? Zato ker pač je to, da preliješ zgodbo iz papirja v nek medij, delo, ne? In delo strokovnjakov, ki to znajo, ne? Tako da v bistvu obstajata dve poti. Ena je, da se bo tako kot sedaj, ker tukaj obstaja paralelni proces, ne? Paralelni proces pomeni, da ves čas v družbi umetniki, ljudje, ki ustvarjajo kulturno produkcijo, odpirajo vprašanja, ki se dotikajo teh tem, a ne? In ta proces tako ali tako poteka, ne? Je pa včasih zelo pomembno, da obstaja dober link med tem. Pa se bom navezal na to vprašanje, ki je bilo odprto pred časom, ne? Sej, ali se ne bi napredek na določenih osebnih okoliščinah vsekakor zgodil, saj so že globalni filmske produkcije, popkultura toliko odpirale, ne vem, recimo vprašanje enakopravnosti istospolnih parov in tako naprej, ne? Nekdo je enkrat omenil, da se to je prišlo tako rekoč kot globalni trend. Ja, ampak kako pa je ta vsebina na globalni pop kulturi, če jo poenostavimo, postala tematizirana? Ja, tako, da so neka družbena gibanja artikulirala, kaj so tiste teme in dileme, ki jih je treba v družbi odpirati. Tako da ves čas obstaja neka povezava med procesi, ki so institucijski, ki so deloma pravni, pa tudi akademski, kjer se vzpostavlja psihosocialno razumevanje procesov v družbi, zakaj so včasih mobilizacije na podlagi predsodkov lahko tako učinkovite za neke čist druge politične boje. In pa med tem, kako v bistvu večjemu številu ljudmi pokazati, o čem je pravzaprav govora in kaj so družbene dileme. Tako da naša institucija seveda brez takšnih projektov ne more tako razširjati svojih sicer zakonom določenih nalog. V okviru njih pač lahko počne tisto, kar z danimi viri lahko. So pa taki projekti, predvsem evropski projekti, seveda izjemno dobrodošli način, kako narediti korak preko tega običajnega institucijskega dela.
In tukaj postavimo piko našemu pogovoru. Gospod Miha Lobnik, predstojnik zagovornika načela enakosti, najlepša hvala za gostovanje v podcastu Evropska četrt. Hvala vam za priložnost. Še to dodam, za dodatna vprašanja glede programa in razpisov, se pravi programa CERV in razpisov, lahko pišete na naslov cerv-tocka@pina.si, sicer objaviva z Aljažem, podrobnosti tudi na spletni strani. To je bila torej Evropska četrt. Hvala za vašo pozornost, predlogi, mnenja zelo dobrodošli. Hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama, in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin. Avtor glasbene podlage je Peli iz podcasta Opravičujemo se za vse nevšečnosti in seveda, če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naju ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku. Pa seveda hvala za vašo družbo in se slišimo spet kmalu.